Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Lanskoletni zmagovalec festivala Melodije morja in sonca, Ankarančan Gregor Ravnik, je v nedeljo naziv predal na Štajersko. Na letošnji prireditvi je namreč zmagal Mariborčan Žan Videc s skladbo Neznano. Dobili smo novega zmagovalca letošnjega 43. festivala Melodije morja in sonca, ki je potekal v nedeljo v Avditoriju Portorož. Zmago je domov odnesel Mariborčan Žan Videc s skladbo Neznano, za katero je napisal besedilo, glasbo pa je ustvaril Goran Sarjaš. Sporočilnost je, da včasih poti v neznano vodijo v neke lepe stvari, tako da pač enostavno se prepustimo pa pojdimo s tokom. Drugače pa je nastala je pa v Murski Soboti, zunaj, v lepem sončnem dnevu, tako reči. Ja, mislim, da res smo eno zelo dobro vez spletli, tako da, ja, ne vem, kaj bi povedal. Goran Sarjaš, Roman Sarjaš, Art Music Records, sodelujemo in mislim, da res bo to sodelovanje trajalo še dolgo časa. Žan Videc pa je bil hkrati prejemnik še nagrade Danila Kocijančiča, ki jo je podelila strokovna žirija, in sicer za najbolj obetavnega izvajalca na festivalu. Prvič v zgodovini festivala pa sta nagrado pravzaprav prejela dva dobitnika. Druga prejemnica je bila Martina Zerljal, ki se je predstavila skladbo v italijanščini Amar si o no. Ja, jaz upam, da jo ljudje vzljubijo tako, kot smo jo mi, ko smo jo pripravljali. Tako da, jaz mislim, da je res en lep komad in upam, da uživate v poslušanju. Na festivalu se je sicer predstavilo 14 tekmovalnih skladb, ki so jih odpeli tako znani obrazi iz sveta popularne glasbe, kot tudi nekateri glasbeni novinci. Večer sta vodila Lorela Flego in Mario Galunič, za dodatno popestritev programa pa je poskrbel Žan Papič. Novost letošnjih Melodij morja in sonca je bilo povabilo 3 avtorjev in izvajalcev, ki so prejeli posebne nagrade. Nagrado MMS avtorje za svoje pretekle uspešnice prejel tekstopisec in pisatelj Feri Lainšček, skupina Prizma je prejela nagrado MMS Legenda, nagrado MMS Bodočnost pa je za svoje dosežke in preboj v preteklem letu prejel Baladero. Sinoči so se na Ukmarjevem trgu v Kopru predstavili športnice in športniki, ki bodo zastopali Slovenijo na olimpijskih in paraolimpijskih igrah v Parizu. Slovenske športnice in športniki, ki se bodo udeležili letošnjih olimpijskih iger, so se včeraj popoldne najprej mudili v Portorožu, kjer so opravili uradne dolžnosti, se spoznali z olimpijskimi pravili in kolegi iz reprezentance. Ja, iskreno povedano, že komaj čakam. Mislim, da že po tistem Tokiju sem odšteval takoj tiste dni, da se zopet pojavim na olimpijskih igrah in glede na to, da so bila, bom rekel, dosti hitro po 3 letih zopet olimpijske igre, sem res vesel, da smo zopet tudi kot ekipa kvalificirani in da, ja, mislim, da celotna ekipa komaj čaka nastope na tekmah in ja, da pokažemo, kaj zmoremo. Ja, to je res lepo videti, pač tako veliko ekipo ja, in vsakega športnika. Sreča tam v olimpijski vasi in ja, jaz verjamem, da bomo vsi nastopili po svojih najboljših močeh in da se bomo lahko skupaj na koncu veselili vseh uspehov. Ja, občutek je fantastičen. Fajn je, da smo vsi skupaj, da torej se vidimo, da se vprašamo v bistvu, kako smo, kako potekajo priprave in mi daje to predvsem dodatno motivacijo in zdaj sem še bolj vesela oziroma navdušena, da končno grem že v Pariz, da lahko podpiram ostale, tako da je res super. Imamo to, Pariz prihajamo!
Včeraj zvečer pa so se olimpijke in olimpijci na Ukmarjevem trgu v Kopru predstavili tudi širši javnosti. 33. poletne olimpijske igre bodo potekale med 26. julijem in 11. avgustom v Parizu. 90 slovenskih olimpijcev, od tega 44 športnic in 46 športnikov, ki sestavljajo največjo olimpijsko ekipo do sedaj, se bo pomerilo v 17 športnih panogah. Med njimi je tudi kar nekaj športnikov iz slovenske Istre, med katerimi poznavalci največ možnosti za odličje pripisujejo Toniju Vodišku, ki je vodilni na svetovni lestvici v razredu Formula Kite. Jutri bo minilo 104. leto od požiga Narodnega doma v Trstu, ki ponazarja fašistično nasilje nad Slovenci v zamejstvu. Istočasno pa mineva tudi 4. leto od vrnitve Narodnega doma slovenski manjšini. Sporazum, ki so ga podpisali v prisotnosti takratnih predsednikov držav, predvideva, da se bo Narodni dom v celoti vrnil slovenski manjšini v 10 letih. A se že zatika. Tržaška univerza namreč še ni pričela z obnovo stavbe, v katero naj bi se preselila fakulteta za prevajalce in tolmače. Komentar je sledeči. Mi smo v stalnem kontaktu z univerzo, ki pripravlja vso potrebno dokumentacijo in si mora garantirati tudi financiranje, ki je predvideno tudi po zakonu. S tem, da sta v financiranju v tem delu so udeleženi dve ministrstvi. Ministrstvo za gospodarstvo, ki financira projekt, in pa Ministrstvo za univerzo. Tako da se pričakuje en dekret oziroma administrativni akt obeh ministrstv, s katerim bojo koordinirana dela in pač napredek tega postopka. Sicer pa smo vedeli, da bo vse skupaj precej zamudno, da bo trajalo dolgo, ker zdaj pripravljajo vso potrebno dokumentacijo in potem bojo zelo verjetno morali na kakšen javni razpis in kaj podobnega in potem z konkretno izgradnjo. Sicer pogovori o tem, kakšne dejavnosti bodo potekali v Narodnem domu, še potekajo. Za sedaj pa je jasno zgolj to, da bo v prostorih Narodnega doma imela prostore Narodna in študijska knjižnica. Glede na to, da je rok še daleč, recimo je dosti idej na mizi, dosti se o tem diskutira, da bi bilo kaj izrecno konkretnega, pa še ne. Razen recimo to, kar je zakonsko določeno, to pomeni, da bo tukaj imela sedež Narodna in študijska knjižnica. Vse pa kaže, da bo slovenska skupnost kmalu dobila tudi Narodni dom pri Svetem Ivanu, ki ga dežela sedaj ponuja v brezplačno lastništvo in ne zgolj uporabo. Kar pa za slovensko skupnost lahko predstavlja tudi finančno breme. Glede na to, da Narodni dom tukaj na Via Filci v bistvu ne uporabljamo, nas tudi finančno ne bremeni. Kar se tiče Narodnega doma pri Svetem Ivanu, je pa prišlo recimo do enih nesoglasij glede plačila izrednih stroškov. In prav zaradi tega, ker si uporabniki, to pomeni inštitucije slovenske manjšine, niso hoteli prevzeti izrednih stroškov in uporabljati zastonj in kulturni dom, ki v končni fazi pripada manjšini kot taki, se je pač porodila ideja, ki je prišla, kar je zelo pozitivno, direktno, neposredno iz dežele, ki ponuja manjšini oziroma fundaciji Narodni dom prenos brezplačni. V tem smislu smo prejšnji teden poslali dopis na deželo, dvema odbornikoma, ki so za to pač pristojna. In včeraj je komisija na deželi, predno gre to v glavno obravnavano v avlo, odobrila brezplačen prenos na fundacijo kulturnega doma pri Svetem Ivanu. To pomeni, da z razliko od Via Filci, kulturni dom pri Svetem Ivanu bo v popolnosti tudi uporabljiv, oziroma bojo slovenske inštitucije noter pač imele svoj sedež in svoje delovanje. To je po eni strani, kot vsaka lastnina, vedno tudi breme, vendar je z finančnega vidika tle nekoliko boljše, recimo, ker bojo tudi te ustanove morale plačati določeno najemnino v korist fundacije, in da z tega vidika recimo fundacija kakšnih finančnih bremen hujših ne bi smela imeti.
Po uradni otvoritvi proslave, to je polaganju vencev na pročelje Narodnega doma, za kar je poskrbela Fundacija Narodni dom, Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo in svetom slovenskih organizacij ter strankami, je sledilo predavanje Bogomile Kravo z naslovom Narodni dom in prvo tržaško poklicno gledališče. Namreč prav gledališka dejavnost je bistveno pripomogla pri izgradnji oziroma utrjevanju narodne zavesti, kar napeljuje na to, da je bila slovenska skupnost v takratnem obdobju izredno dejavna. Bogata bi rekla, bogata, ker gledališče stane. Pomislimo na produkcijo leta sezone 1912-13, ko dajo na oder v eni sezoni 34 premier, 28 dramskih predstav in 6 operet in oper. Torej, to pomeni, da so zelo razkošno lahko programirali, živeli. Jasno, da je prišlo do trenj, jasno, da je bilo vsega preveč, ker opera recimo zahteva zbor, orkester, uglašene in velike pevce iz drugih gledališč, torej stane ogromno. In to je bilo samo, tudi palača kot taka je izkazovala našo veličino. Ni banka rabila take palače, ampak je nalašč vlagala v to, da se v njej živi kulturno in gospodarsko življenje. Torej, ta ambivalenca je bila popolnoma usklajena in skupaj so proizvajali, načrtovali, se kregali, to poudarjam, ker do trenj je vedno prihajalo, ampak potem šli naprej in gradili naprej. Še vedno pa za slovensko skupnost ostaja izziv finančna vzdržnost novega Narodnega doma, ko bo z njim skupnost v celoti upravljala, torej, ko bo Tržaška univerza uredila študijske prostore v novi stavbi. Torek smo se udeležili predstavitve knjige Naših sanj vam pa ne damo, ki jo je napisal Drago Mislej Mef. Na Largu pri Špini v Ljubljanski ulici v Izoli, ali če rečemo kar pri Mefu, smo se udeležili predstavitve njegove knjige Naših sanj vam pa ne damo. Jaz v bistvu nisem prava oseba za odgovore na tako vprašanje, ker namreč jaz ne bi delal knjige. Jaz sem se nekako otepal tega, da bi, vsi zdaj izdajajo knjige, pa se rekel, da pa ne bom še jaz, ne. Ampak sreče je založnik in urednik Idrijskih novic, Damjan Bogataj, kjer tudi objavljajo te naše, oni povzemajo naše uvodnike, pa jih objavljajo v njihovem časopisu, ne, on je bil vztrajan, ne. Oni imajo arhiv 5-krat boljši od nas, arhiv Mandrača je njihov 5-krat boljši od našega, ne, in on je imel vse to spravljeno in je zložil jih skupaj, razdelil po poglavjih, tisto in je rekel, sem postavil pred dejstvo, rekel, tukaj so zdaj zbrane, to je tako. In jaz sem rekel, ajde, okej, pa ne bo, ne. Mi ni žal res, sem mu hvaležen po svoje, ker je ne drugo, glede na to, da nam so arhiv Mandrača uničili oziroma so nam ga zakodirali z enim izsiljevalskim virusom. Imam v Idriji arhiv za vsa tistih 8 let, ki ga mi nimamo. Gre za zbirko kolumn, ki jih redno objavlja v svojem lokalnem tedniku Mandrač, ki jih je založnik in urednik časopisa Idrijske novice in lokalnega televizijskega studia Damjan Bogataj združil v knjigo. Na vprašanje, kaj je tisto, o čemer najraje piše, Mef odgovarja takole. V tistem, kar mi prije na pamet, tisti moment, zadnji moment, ko je kriza že, ko se mudi, ko je treba, takrat prileti ponovadi, nekaj zdraven, tako reč, in začneš pisati o tem, o stvareh, jaz pišem rad o teh majhnih, drobnih stvareh človeških, ki pa imajo neke posledice, ki so širše, ne. In veš kaj, pomembno je, 2 stvari so pomembni. Pomembno je prvi stavek, ki ga boš napisal, ne, ker mora pritegniti bralca, in pomemben je zadnji stavek, zato da zaključiš tisto misel, ki gre skozi celo in da si je zapomnijo zadnji stavek. Ne, ono mes je pa mora biti zabavno za brati ali pa za dosti resno in tako naprej, ampak rajši zabavno kot resno. Mef se redko kdaj ustavi in počiva. Poleg tega, da je odličen tekstopisec slovenskih popevk, glasbenik, novinar, organizator kulturnih dogodkov in še kaj, pa mu nikoli ne zmanjka energije za prijaznost in nasmeh, ki ga podari vsakemu, ki ga sreča. Veš kaj, jaz sem s Postojne, pa nas ima dan 26 ur, ne? In potem nam zmeri ostane 2 uri časa za početi take stvari.
Ne, saj se da vse v življenju narediti. Pač ne greš na dopust, tako kot grejo drugi za 14 dni ali pa 3 tedne, ne greš, nimaš vikendov prostih, ti se nimaš popoldnevov prostih, kar naprej si nekje v akciji in pa je se dosti časa. Maksimiljana Ipavec je v spremni besedi njegove knjige zapisala, da Mev pri svojem pisanju nikoli ne pridiga ali moralizira in s tem bralcem pokaže, da sta enakovredna zaveznika. In prav zavezništvo, povezanost, solidarnost in človečnost so vrednote, ki se jih drži in zaradi katerih so zanj prav vsi ljudje enako veliki. Prejšnji teden je v Kopru potekala rektorska konferenca. Rektorji slovenskih univerz so med drugim govorili o predlogu novega zakona o visokem šolstvu. Konec prejšnjega tedna je v Kopru potekala 3. redna seja Rektorske konference Republike Slovenije, ki predseduje rektorica Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar. Čeprav je bilo vsebinskih točk več, je rektorica izpostavila 2. Prvo je točka v zvezi z jezikom poučevanja v slovenskem visokošolskem prostoru. Člani rektorske konference zavzemamo stališče, da je predlog oblikovanega člena v predlogu novega zakona, ki je objavljen na e-demokraciji, ustrezen. In druga točka, ki bi jo izpostavila, je, da smo sklenili, da bomo rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Gregorja Majdiča, predlagali za člana odbora Evropskega univerzitetnega združenja. Gre za izredno pomemben element dviga vpetosti slovenskih univerz v evropski univerzitetni prostor. Rektor Univerze v Mariboru, profesor dr. Zdravko Kačič je poudaril, da je trenutna dikcija o rabi slovenskega jezika v visokem šolstvu ustrezna, zaradi česar rektorska konferenca vztraja pri trenutnem zapisu člena, se odpira možnosti, da se slovenske univerze enakopravno vključujejo v mednarodni evropski integracijski prostor in da hkrati tudi skrbijo za nadaljnji razvoj slovenskega jezika. Torej, glede na izjavo SZU-ja, ki je bila poslana organom v slovenskem prostoru, izpostavljamo, da je dikcija, ki omogoča, da izvajamo študijski proces v primeru, ko je večje število tujih študentov vključenih v ta študijski proces v tujem jeziku, dikcija, ki velja v obstoječem zakonu že od leta 1993 in da v ničemer ni izvor morebitnih zlorab ali kakršnekoli anomalij, kajti v 30 letih se to ni zgodilo. Drugo pa je, da menimo, da je nujno ohraniti dikcijo, ki pravi, da lahko slovenske univerze izvajajo študijske programe, ki so akreditirani za izvajanje v tujem jeziku, tudi za slovenske študente, pri čemer je pa zakonska obveza ta, da mora biti njim omogočeno spremljanje študijskega procesa v slovenskem jeziku. Nenazadnje je to prepis praktično dikcije, ki je bila zapisana že v nacionalnem programu visokega šolstva od 2011 do 2020 in je zaradi tudi nasprotovanja ves ta čas Slovenske akademije znanosti in umetnosti v slovenskem prostoru nismo uspeli vključiti v zakonodajo, čeprav bi morala ta biti narejena že leta 2012. In zato menimo, da je zadnji čas, da to možnost omogočimo in da ne izgubimo še enega desetletja, ker je glede na integracijske procese v Evropi velika nevarnost, da so slovenske univerze ob koncu tega desetletja potisnjene ob rob zaradi nezmožnosti sodelovanja v teh integracijskih procesih, dolgoročno pa to velja tudi za celotno slovensko družbo. Rektorska konferenca Republike Slovenije je takoj po zaključku seje poslala tudi odziv na navedbe Slovenske akademije znanosti in umetnosti o potrebni spremembi 15. člena, ki govori o rabi jezika v visokem šolstvu. Šest dni ste lahko na naši televiziji in YouTube kanalu spremljali dnevne reportaže z mednarodnega rokometnega festivala Eurofest. Sedaj pa si poglejmo še nevidene posnetke in izjave iz torkove zaključne prireditve.
V torek se je zaključil 6-dnevni rokometni festival Eurofest. Letos je potekal že 30. leto, zato so ga organizatorji poimenovali Mega Eurofest. V teh dneh so poleg tekem na 10 igriščih, ki so potekale čez dan, zvečer bile na sporedu razne zabavne vsebine, vse od karaok pa do izbora Miss in Mister Eurofest. Na koncu je vse prekrasno, sploh ko vidiš takšno maso veselih udeležencev. Moram pa tudi reči, da zdaj na koncu tudi nam pade kamen dol. Res, lahko smo ponosni vsi, če ste prej posneli naš organizacijski odbor, ponosen sem na njih, ker res imam zelo dobro ekipo mladih prostovoljcev tudi in speljati neko tako stvar, to malo kdo ve, kak podvig je in vse te prireditve letos, ki so bile res številčne, zahtevne, so uspele. Veseli smo pa sploh lepega vremena, da je vse potekalo res po planu enkratno. Na turnirju se je zbralo 243 ekip in čez 4000 udeležencev iz 20 držav. Mislim, da je eden najboljših, mogoče tudi zaradi te mase, ker ta številka 243 ekip je to dvignila na veliko višji nivo. Na festivalu je pomagalo več kot 40 prostovoljcev in tako imenovanih stafovcev. Nič, ponosni smo, da smo organizirali tako velik event v Kopru in privabili toliko ljudi iz vse Evrope in jaz v bistvu zahvaljujem vse ekipi, ki je pomagala pri izvedbi tako dobrega eventa. Ja, smo tukaj že dolgo let, sam sem več kot 15 let že prostovoljec, sedaj sem tudi v stav timov in pač takšen event je potrebno vložiti veliko truda in pač na ta event sem pripravljal več mesecev in res bi se zahvalil vsem prostovoljcem in tudi naši ekipi, brez katere ne bi mogli izpeljati tako velikega dogodka. Zaključna prireditev je potekala na Ukmarjevem trgu, kjer so najboljšim podelili pokale in medalje. Med njimi so bili tudi slovenski predstavniki rokometnih klubov, med katerimi so se na stopničkah največkrat znašli prav domačini iz rokometnega društva Koper. Super. Zmagali smo finale, zdaj se počutimo zmagovalno, ja, kot prvaki. Našli smo še par punc, Francozin in smo uživali v Eurofestu, upamo, da se bo ponovilo naslednje leto, isto tako dobro in ja. Brez poraza. Izkušnja je bila odlična, zmagali smo že 3. leto zapored, ker pa smo bili kar boljši od drugih in upamo, da se bo tako še nadaljevalo. Teško je bilo jako. A u polufinalu smo nažalost izgubili. Htjeli smo donijeti to zlato kući, ali nismo uspjeli. A nema veze, donijeli broncu. Druge godine ćemo uspjeti. Broncu smo uzeli. Bronce isto dokažu da smo dobri. Ali stvarno čestitam Kopru na zlatu. Dobro su igrali i želim im sreću na sljedećem Eurofestu. Mi ćemo pobijediti sljedeće godine. It was so cool, we had so much fun and we discovered the city. It was really beautiful and we really enjoyed it. Thank you very much. Thank you. Počitek po tako velikem dogodku pa pri glavnem organizatorju še ni na sporedu, saj se že odpravlja v Italijo na turnir, ki je navdihnil Eurofest. Tam bo nabiral nove ideje, vzpostavljal stike ter že začel s promocijo za naslednje leto. Mimoidoče v Kopru smo pa vprašali, kako shajajo z visokimi temperaturami. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje je okoli pol dneva temperatura zraka v Luki Koper že dosegla 32 oziroma 33 stopinj Celzija. Predvidevajo pa, da bi do popoldan lahko zrasla tudi do 34 stopinj. Morje trenutno niha med 28 in 30 stopinjami Celzija, na Arsu pa glede na napovedi predvidevajo, da bi v naslednjem tednu lahko te stopinje tudi preseglo in se približalo rekordni vrednosti, to je 31 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh se bo nadaljevalo vroče in sončno vreme, danes pozno popoldne ali ponoči je malce povečana možnost za nevihto. Mimoidoče v Kopru smo vprašali, kako shajajo z visokimi temperaturami. Poglejmo, kaj so nam povedali.
to pesjansko vročino ful težko prenašamo, ampak se zadržujemo doma, kar je nujno, gremo v trgovino in pač pod klimo, sicer ne mrzlo, ampak za par stopinj znižano. Ok, torej zdaj po opravkih domov. Tako je, točno tako. Hvala. Pojemo pa kaj malega, nič ne kuhamo. Kako prenašamo? V redu, saj smo na morju, saj nam ni nič hudega. To je še najmanjši problem. In greste kaj prej domov, kako se hladite? Kako se hladimo? Na morju mislite ali doma? Doma ali na morju. Morje, čeprav ne vem, če se z morjem kaj dosti hladite. Ja, morje je toplo, imamo klimo in potem še malo hladnega tuša, pa kakšno pijačko in to je to. Odlično. Kako se hladite? Kako? Evo, zdaj grem tukaj na kavico, na čokolado in to je to. A tamo je sladoledarna zaprta, čakajo zimo, da bi odprli, ne. Pa tako, hudo. In kaj delaš, da ti je lažje? Nič. Se nič ne vržeš v morje? A ja, pol, ko končaš. Čisto v redu, ja. Nič težko? Ne. Jaz sem v Kopru turistka, na obisku par dni in smo se šle kopat z limonado, z vodo, tako, klobuk. In gre. In gre, ja, No, tako. super. In lahko oblačila treba imeti na sebi. Dobro. Dobro. Zdaj grem se vse tam, prebrati nekaj in bom šel domov na klimo. Po 11 ni za biti zunaj. Niti po 10, od 10 do 5 pravijo. Zdaj, kaj so premaknili uro? Ali letni čas, mogoče. Moj prijatelj nima klimo in rekel, da ko gre domov, da ko razmišlja o tem, da je prešparal na gretju, da mu je lažje in ga ne greje nič več. Včeraj smo bili na megafonu priča skorajšnji tatvini, namreč v naše prostore je zavil neznanec, ki je poskušal suniti električni skiro. Dogajanje smo ujeli na kameri. Kam greš, na morje? Halo? Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika, v kateri vam bomo predstavili dogodke, ki se bodo v prihodnjem tednu odvili v slovenski Istri. Že na jutrišnji sobotni večer se lahko odpravite na koncert ex-Jugo rock skupine Plavi orkestar. Ta bo potekal na Tartinijevem trgu s pričetkom ob 21. uri. Na isti večer ob 20:30 pa bo oder v parku Pietro Coppo v Izoli zasedla mlada obalna rock zasedba The Chillers. Na nedeljski popoldan lahko obiščete otvoritev razstave Grafični svet umetnika Mihe Eriča. Ta bo potekal v galeriji Salsa Verde v Izoli s pričetkom ob 17. uri, sledil pa ji bo blues koncert bratov Erič. Še isti večer bo oder izolskega parka Pietro Coppo zasedla klapa San Lorenzo. Koncert se prične ob 20:30. V amfiteatru Auditorija Portorož pa se bo pol ure kasneje, torej ob 21. v sklopu cikla poletnih klasik, pričel koncert orkestra Slovenske filharmonije. Na ponedeljek 15. julija bo v sklopu dogodkov Glasbeni utrinki v parku Sonce v Luciji nastopila indie pop kantavtorica Zina. Na isti večer s pričetkom ob 21. uri pa bo v koprski taverni potekal koncert blues zasedbe Etno Trip. Na torkov večer se lahko na portoroški ploščadi oziroma trgu prekomorskih brigad udeležite enega izmed koncertov v sklopu dogodkov Poletje v Portorožu. Ta večer bo nastopila obalna rock zasedba Prizma, ki bo na ta večer obeleževala tudi svojo 50. obletnico obstoja. Prisluhnimo njihovi skladbi Pogum.
takrat povem ti tudi to, da vem, kje si in kaj želiš, ko se pretvarjaš, da bežiš, prestrašena in tiha. In ti mi praviš, da ne znam drugače reči, rad te imam, da vsak poljub je stara stvar, da se ponavljam kot koledar, da se ponavljam kot koledar. Matjaž, nekoč, ko zbral bom v spodu in bom priznal, da sem se bal, da bom zgrešil cel tek. V sredo si lahko gledate monokomedijo Jere Ivanc in Žana Papiča z Mojco Fatur. Ta nosi naslov Nikoli ni prepozno in se bo v sklopu 31. Primorskega poletnega festivala odvila na plaži Svete Katarine v Ankaranu s pričetkom ob 21:30. 18. julija ob 20:30 pa se lahko udeležite koncerta Ivane Novak in Oblike duha, ki bo v sklopu četrtkovih večerov pri Špini potekal v Izoli. Ob 21. uri pa se bo na križnem hodniku samostana Svetega Frančiška v Piranu v sklopu piranskih glasbenih večerov predstavil tenorist Aco Biščevič v spremstvu ansambla Artes Liberales. V sosednjem mestu v Portorožu, natančneje v Kosmačevi hiši, pa se bo ta večer nadaljeval 31. Primorski poletni festival. Patricija Jurinčič-Finžgar bo predstavila svoj avtorski projekt z naslovom Kaplja soli. Dogodek se prične ob 21:30. Festival pa bo svoj repertoar nadaljeval na petkov večer, ko se bo v izolskem letnem kinu Arigoni predstavila komedija del arte Pegule, nastala ob besedilih Iztoka Mlakarja ter v režiji Vita Tauferja. Pričetek ob 21:30. To je z naše strani vse, napovednik dogodkov si lahko preberete tudi na naši spletni strani www.megafon.si ali pa v zadnji izdaji časopisa Megafon. Hvala za ogled in se vidimo prihodnji teden. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.